V nedeljo, 22. oktobra 2017, se bodo ob 7. uri zjutraj odprla volišča, na katerih bomo izbirali novega predsednika Republike Slovenije. Na naši televiziji smo se odločili, da pred kamero povabimo vse predsedniške kandidate. Nekateri se žal niso odzvali. Tistim, ki pa so se, smo zastavili nekaj vprašanj, ki zadevajo gluhe in naglušne ter gluhoslepe in tudi druge invalide. Naj vam za začetek postavim eno tako sproščujoče vprašanje. Kaj mislite, kateri je materni jezik otroka, katerega mati je gluha? Materni jezik otroka, čigar mama je gluha, mora biti tak jezik gluhega otroka. Slovenski znakovni jezik je uradni jezik v Republiki Sloveniji. Vsi gluhi in naglušni imajo pravico do tolmača, pa vendar država na sistemski ravni ne zagotavlja financiranja razvoja tega jezika. Kje vidite rešitev tega vprašanja? To je treba popraviti, prav gotovo. Pri novi vladi je treba to omogočiti, da bo to izvršeno, kar zdaj ni. Med gluhimi obstaja še ena skupina, katere status je sistemsko neurejen. Gluhoslepi. Kaj storiti, da bodo tudi gluhoslepi priznani kot invalidska skupina, kateri pripadajo vsaj vse tiste ugodnosti, ki jih invalidi po zakonu že imajo? Nemudoma je treba to urediti. Jaz moram povedati, da spoštujem vsakega človeka. Smo različni. Tukaj mora biti srčna kultura, pomoč drugim, da se bodo vsi počutili enako vredni v naši državi. To je treba nemudoma tudi tem pomagati. In ko smo že pri invalidnosti. Ugotovljeno je bilo, da imajo gluhi v Sloveniji najslabši položaj med vsemi invalidi. Ni jim priznana 100-odstotna telesna okvara, zaradi česar jim ni priznana invalidnina, nimajo dodatka za pomoč in postrežbo na domu. Kaj torej lahko za to storite? Jaz mislim, da predsednik države ima tukaj veliko moč. On mora jasno se oglasiti in povedati, da te ljudje potrebujejo vso to pomoč, ker so enako vredni vsem našim ljudem. In on, če je potrebno, potrka na vrata, skliče sestanek širši in se o tem dogovorijo. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije na marsikaterem področju dopolnjuje oziroma nadomešča državno skrb za gluhe, naglušne in gluhoslepe. Kakšno je vaše stališče do Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, od katere je naša organizacija življenjsko odvisna? Jaz mislim, da je treba tukaj zagotoviti toliko denarja, da bodo te organizacije enako vredno, da bodo lahko poskrbele za vse svoje člane. Jaz še enkrat rečem, jaz spoštujem vsako življenje in pri nas je treba to mnogo bolj poudariti, da smo vsi enaki v naši lepi Sloveniji. In zato je dovolj denarja, samo pravilno ga razdelimo. Zavedamo se, da predsednik nima takih vzvodov kot izvršna veja oblasti. A vendarle, Ustavno sodišče je leta 2013 sprejelo zgodovinsko razsodbo, da morajo biti vsa volišča dostopna vsem. Vendar je v praksi drugače. Kaj boste storili, da se bo sodba Ustavnega sodišča spoštovala? Jaz mislim, da predsednik države, če bom predsednica države, bom takoj to ugotovila, če je ta ugotovitev resnična, in takoj poskrbela s pozivom, jasnim pozivom, da je treba to poskrbeti in to odpraviti.